Jaz sem ena tistih srečnih prejemnic Novih jeter. Jih zelo ponosno nosim že 7 let in zelo normalno in kvalitetno živim. Bi pa rada povedala, da ko mene nekdo sreča, nikoli ne bo pomislil, da imam jaz prisajena jetra, ne. Jaz ne izgledam kot bolan človek, vsaj upam, no. Če bi me pa videl golo, bi pa videl, da je nekaj drugače, a ne. Ker mi imamo en pečat na svojem telesu in ta pečat je zelo, zelo velik. Mi nosimo res ogromne brazgotine, ki segajo ali čez prsa ali skoraj čez cel trebuh. In te brazgotine so ta naša zgodba, a ne. Ta zašita črta skriva za sabo eno zelo posebno našo življenjsko zgodbo, ki je polna enih čustev, a ne. Od prvih strahov, dvomov, neznanja, občutkov majhnosti in nemoči, pa vse do tistih končnih občutkov zmage, borbe, zaupanja, upanja v boljši jutri in seveda hvaležnosti, a ne. Ko ti čakaš na transplantacijo, se ukvarjaš samo s sabo. A bom zmogel, a bom preživel, a bojo zdravniki naredili svoje delo tako, kot treba, seveda, ne, ampak to te je tudi strah. Ko pa greš čez to, ko se nekako rehabilitiraš, pa začneš razmišljati tudi o tem, kdo ti je ta organ podaril in rataš neskončno hvaležen, ker podaril ti ga je nekdo, ki se je odločil za to, da ti ga bo podaril, ki je v času svojega življenja razmišljal o tem in se je vpisal v register. Ali pa seveda, ker so svojci razumeli pomen darovanja in so dovolili, ne, da se posmrtni ostanki bližnjega darujejo. Tako da je ta naša zgodba, ki jo pač vsi imamo v sebi, in ta neka nora mera hvaležnosti res en temelj za to, da je treba o tem razmišljati, pisati, objavljati, se o tem pogovarjati. In verjamem, da bomo z vašo pomočjo to tudi zdaj s tem projektom naredili, ker mi vemo, a ne, da je darovanje organov tabu, še vedno, žal. Tudi čutimo sami včasih, a ne, in smo tokrat rekli, dajmo uvršiti ta tabu, dajmo se slečiti, ne, ker se to smešno sliši, dajmo odvršiti obleke, pa tudi predsodke, ki jih je seveda vsak od nas imel, in pokažemo to svojo življenjsko silo. Pokažemo, kako smo lepi s to veliko brazgotino, ki je bila na začetku grozna in smo se jo mogli res navaditi, danes jo pa božamo in se ji zahvaljujemo, a ne. Dajmo pokazati drugim, da mi normalno živimo in da je to naše življenje samo posledica odločitve, ki jo je nekdo sprejel. Dan darovanja je dan za opredelitev, a ne. In mi smo šli malo bolj drzno v to, ne. Mi smo res naredili, se mi zdi, zelo lepo razstavo, je estetska, je močno sporočilna, noter so naše zgodbe. Povemo bolj nazorno, no, bi bilo kar težko povedati in pokazati to, kar smo želeli. Bi se zahvalila za zaupanje, predvsem zavodu, a ne, ker mislim, da bo prvič to nekaj takšnega. Seveda vsem članom društva Transplant dol, jih boste spoznali, bo veliko prišlo. Vsi smo vložili ogromno energije in še včeraj, ko smo postavljali to razstavo, ne, sami amaterski kustosi, ne, smo na koncu potem s pomočjo Janeza, ki je tudi aktiven član društva Ditra športnikov, invalidov oziroma transplantirancev, je prišel zvečer z bormašino, da smo še luknjice vrtali, pa potem obesili te panoje na razstavna mesta, no. Tako da je to bil tudi en tak skupinski projekt z neko lepo energijo, z neko močno kemijo, ki verjamem, da bo krožila še naprej, in mislim, da bo razstava lahko obiskala več mest po Sloveniji. Prvo je že Murska Sobota, se mi zdi, čez nekaj časa, tako da upam, no, da smo naredili nekaj lepega. Hvala vsem za support, hvala za to, da
ste verjeli v idejo in